En lep dober dan vsem skupaj. Najprej bom rekla tako, zame je velika milost, da sem spoznala dr. Pučnika. Da sem danes v tako imenitni družbi tukaj za tem omizjem, mi je v posebno čast. Res pa je, da sem Pučnika poznala od vsega začetka, torej od 90. leta naprej, in bi rada predvsem povedala, da sem ga spoznala kot toplega, dobrega, poštenega človeka, ki mu je bila domovina vse. Nikoli ni tagnal o tem, kaj se mu je dogajalo. Vsi pa, ki smo delali z njim, smo vedeli, da nosi v sebi težek križ. Kako sem pravzaprav spoznala dr. Pučnika? To je zgodba, ki jo mnogi že poznate. Ko je v Slovenijo začela prihajati naša slovenska pomlad, se je meni svet obrnil naokrog. Bili smo navajeni v obdobju naše stvarne socialistične, demokratične Slovenije, da smo bili nič, odrinjeni od vsega. Metali so nas iz šol, tako kot so dr. Pučnika. Povsod so nam nastavljali mine. Ko sem hodila na Roško, sem včasih premišljevala, kako se bo to nadaljevalo. Tam je bilo tolikega življenja, tolikega energije, pozitivne. In to me je začelo navdajati z nekim upanjem. In potem sem slišala za dr. Pučnika. Dobila sem v roko tisto drobno knjižico, iz katere je zdaj življenjepis prebrala gospa Zverova. In ko sem tam not prebrala en sam stavek, kako so ga pretepali, kako so ga mučili, izsiljevali, in sem vedela, da moram nekaj storiti, nisem pa vedela kaj. In potem sem zvedela, da tam nekje v Šiških stoji neka hiša, kjer se v kleti spodaj nekaj dogaja. Neko dopoldne sem se odpravila in sem šla iskat po hišo. Povedali so mi naslov Strnenova 8. Prišla sem do hiše in se opogumila in stopila noter. Po stopnicah dol sem šla v klet, potrkala in pri telefonu je stal močan gospod. Pogovarjal se je in sem čakala, da bo konc pogovora. Ko je vložil slušalko, me je pogledal in rekel, kaj pa vi? Kaj pa želite? Sem rekla, prišla sem pomagati. Ja, kaj bi pa delali? Jaz sem rekla, kar bo pač treba. No, in tako mi je dal neki franček, ki je bil tam, deklica za vse, me je nekako, bi rekla, preskušal in mi je dal v sabo nek tekst, da ga naj doma pogledam in prepišem in prinesem nazaj. In jaz s tistim tekstom odidem domov in potem drug dan prinesem ta tekst nazaj, prepisala sem ga, selektovirala sem ga in vzbudilo je zaupanje, začudenje to, da je bil tekst prepisan na stroj. In dr. Pučnik me je vprašal, pa vi imate stroj, Vera? Sem rekla, ja, imam. Sicer je zelo starinski, težek, ampak imam stroj. Ja, krasno, je rekel, mi se pripravljamo na kongres, a nam boste pisali.
kakšne materijale, ki jih potrebujemo za tja. Sem rekla z veseljem. No in najprej sem doma pisala stvari, pa ni trajalo dolgo, da smo se domenili, da bomo ta stroj privlekli kar na stranko. In tako se je začelo. Delati s Pučnikom je bilo tako, kot delati z očetom. Pučnik je bil človek, ki mu je bilo malo mar za to, kaj kdo je, kakšno je okolje, v katerem je prisiljen delati. Imeli smo res nemogoče pogoje. Nismo imeli nobenih čistil, preprosto sami smo čistili, nosili krpe od doma. Skratka, bili smo gospodinje in gospodarji. Ampak delo je lepo teklo, zato ker je bil tam on. No in potem je nekega dne poklical dr. Bohovo, ki je bila takrat njegova sodelavka tesno, in je rekel, če bi hotela prevzeti pisarno. Najprej sem ga pogledala začudeno, sem rekla, jaz nič ne vem, kaj tu počnete, pravzaprav me boste morali vse učiti, ne, in tako. Je rekel, boste že. No, in tako sva začela potem. Tam je bilo nekaj ljudi, ki pravzaprav niso sodili, ja, to moram da na žalost povedati jasno in glasno. Ker ko so se začele potem bližati volitve, se je skazalo, da v njegovem volilnem štabu niti slučajno niso bili ljudje, ki so bili dorasli temu, da bi mu pomagali, ampak so ga kvečemu onemogočali pri njegovem delu. Pučnik je bil ogenj. To je bila taka energija, da bi se stene lahko rušile od tega. On je šli v nenehnem pogonu, sem in tja, to ni bilo trenutka, da ne bi nekaj počel, da ne bi nekaj ustvarjal, da nam ne bi dajal kakšnih navodil. Seveda je hodil tudi ven na sestanke in takrat je pač prepuščal delo nam. Na tistem kongresu smo se potem počasi preselili iz Strmenove ulice, ker to so bili kletni prostori, malo prostora, neogledni in tako. Smo dobili te prostore na Komenskega ulici. Ko smo se preselili tja, naj povem lušno zgodbico. Tam so bili še, tam not je še vel pravi socialistični duh. Tam so bili še razna znana imena, ni mi jih treba naštevati. Ampak tudi snažilke in varnostniki lahko včasih pripomorejo k temu, da se človek dobro počuti. Vsi ti tovariši so nas seveda zelo neradi sprejemali, so nas gledali v strani in tako. Ampak potem se je pa zgodilo to, da sem jaz nekega jutra, jasno, jaz sem popravljala vsa dela, ki jih je bilo treba od pomivanja in tako naprej. In je prišla snažilka in je rekla, da bo pač ona pomila našo posodo, tam umazano. In sem rekla, da to ni njeno delo. In je odgovorila tako, je rekla, veste, mi smo tako presenečeni, tako smo srečni, ki ste prišli, si lahko mislite, da naš, ko smo snažilke, dr. Pučnik na hodniku pozdravi. To jim ni šlo v račun, ker niso bili tega navajeni. No, v glavnem, kaj ne rečem? Dr. Pučnik je vedel, da gremo naprej. In smo šli. Dokler nismo prišli do tega, do tistega obdobja, ki je začel pravzaprav zdravstveno nekoliko šepati. In takrat sva dostakrat govorila o tem, zaupal mi je, da ko bo
svoje predsedniško mesto moral komu zapustiti, da ga bo pač zapustil edino Janezu Janšine. Tega mnogi ljudje niso verjeli. Pučnik je bil pa iskren, Pučnik ni poznal laži. In ko smo imeli potem tisti kongres v Litostroju, se je to res zgodilo, da je gospod Janez Janša prevzel stranko. In mislim, da nam ni žal in da nam nikoli ne bo žal za to, da je predal njemu ženstveno.